In kateri so ključni izzivi, kaj je tisto, kar gre na tem področju še vedno narobe, kaj je treba popraviti oziroma odpraviti? No, tisto, kar je šlo v zadnjih letih najbolj narobe, je, da na ravni Evropske unije nismo uspeli dejansko uresničiti zavez, ki smo jih sprejeli v strategijah v preteklih letih. In sicer smo gradili sistem na komunikaciji med različnimi deležniki, vključno z industrijo. Vzpostavljen je bil forum tudi na ravni Evropske komisije, kjer so razpravljali skupaj nevladne organizacije in alkoholna industrija, ki vključuje tako proizvajalce kot tudi tiste, seveda, ki tržijo alkohol. Ugotovilo se je, da so interesi tako različni, da v bistvu ni mogoče najti skupnega jezika, kar ni nič posebnega. Hkrati pa se je zmanjšal denar, tudi finančna podpora nevladnim organizacijam, mreženju, in Slovenija je tukaj vstopila z konferenco, ki smo jo organizirali 2016 na evropski ravni, ker komisija preprosto ni več podpirala tovrstnih dogodkov. Na takšnih konferencah izmenjujejo mnenja, stališča, dobre prakse nevladne organizacije, potem raziskovalci, tudi države med sabo. Tukaj se srečamo in lahko delimo mnenja in s tem seveda opolnomočimo drug drugega. Naslednja država, ki je tudi investirala v tako mreženje, je bila Škotska. Imeli so kaj pokazati, seveda minimalno ceno, in zdaj seveda se že gledamo, kdo bo naslednja država. Mislim pa, da bi bilo prav, da Evropska unija prevzame to vlogo ponovno in omogoči takšno mreženje, ker seveda vsi govorimo, da zdravje šteje, zdaj vedno več govorimo, da prispeva k družbenemu napredku in tudi k rasti, ekonomski rasti. Če tako resno mislimo, potem se seveda treba vprašati, kaj so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje, in alkohol je nesporno eden od takih dejavnikov.